Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Sinoči je našo regijo zajelo močno deževje, ki se je nadaljevalo tudi danes. Številni kraji so bili zaradi naraslih vodotokov in reke Savinje poplavljeni. V Celju so že evakuirali okoli 4000 prebivalcev na najbolj ogroženih območjih. Vodo je potrebno prekuhavati, so sporočili iz podjetja Vodovod Kanalizacija Celje. V številnih krajih po regiji pa so ostali tudi brez elektrike. V našem studiu pozdravljam direktorja Celjske občinske uprave, gospoda Gregorja Delejo. Pozdravljeni. Z nami na telefonski zvezi pa je tudi regijski poveljnik civilne zaščite Zahodnoštajerske regije, gospod Janez Melanšek. Pozdravljeni tudi vi. Gospod Deleja, v Celju smo že zjutraj slišali alarm, ki je oznanjal nevarnost. Budno ste skozi cel dan spremljali, kaj se dogaja, kar je na koncu privedlo do širše evakuacije prebivalcev na najbolj ogroženih območjih. Evakuacija je zdaj praktično zaključena, evakuirali ste okoli 4000 prebivalcev. Tako je. Najprej en lep dober večer vam, vsem gledalkam, gledalcem. Evakuacija je bila odrejena predvsem iz skrbi za življenja in je uspešno zaključena. Področje Listc, otoka, starega mestnega jedra in spodnjih Polul obsega približno 4000 ljudi. Nekaj seveda odšlo po svoje, nekaj v Celjski mladinski center, nekaj v dvorano Zlatorog, skupino otrok iz hotela Faraon, ki so tam na letovanju, smo s prijazno pomočjo občine Štore lahko preselili na dom na Svetini, kjer skrbijo zanje. Na tem mestu velja tudi zahvala občinam Šentjur in pa občinam Vojnik, ki so Celjski civilni zaščiti priskočili na pomoč z odejami, premičnimi posteljami in spalnimi vrečami. Obeti sicer zdajle so malce bolj optimistični, vodostaj se je pred kako uro in pol umiril, zdaj rahlo pada. Upamo, da tole nočno deževje ne bo povečevalo vodostaja Savinje, še bolj upamo, da ne bo povzročilo kakšnih težav v zalednih vodah, torej v pritokih Savinje, čeprav ugotavljamo, da predvsem ti severni pritoki so uspešno pod nadzorom tudi zaradi izvedenih protipoplavnih ukrepov. Poplavljen je v bistvu celoten Medlog, mestni park in pa oba bregova Polul. Zaenkrat pa ostali deli Celja še ostajajo suhi, ampak zelo na meji. Gospod Melanšek, kakšno pa je stanje v regiji? Nekatera območja so še vedno odrezana od sveta. Najhuje je bilo v Zgornji Savinjski dolini. Ja, največji problemi so v Zgornji Savinjski dolini, predvsem v občinah ob reki Savinji, se pravi, kar je to, se pravi, od Mozirja, Nazarja, Luč, Ljubnega, Solčave, kjer so v bistvu uničeni vsi mostovi na reki Savinji po starih pritokih, ceste so neprevozne, prav tako so te tri občine brez elektrike, brez povezav telefonskih in starih zadev. Zvezo ima regijski center samo preko sistema ZARE, se pravi prek radijskih postaj. Tokom dneva je bilo predvsem iz Zgornje Savinjske doline, se pravi teh Kamp Milina, Rečica, ob Savinji, Radoha, Konjski vrh, Luče, Ljubno, Struge, rešeno preko 50 oseb, se pravi z helikopterjem, 2 helikopterjem policije in helikopterjem Slovenske vojske. Kakšni bodo zdaj nadaljnji ukrepi? Ja, poskušamo vzpostaviti zvezo, predvsem za Solčavo, ki jo vzpostavljamo preko kolegov Avstrijske civilne zaščite oziroma železne kaple iz Avstrije, ker edino zvezo še ostane, ki jo imamo zjutraj, do 7 ure smo še imeli za Solčavo, potem pa ne več in to zadevo. Prav tako urejujemo oskrbo nekje 1200 rešenih oseb iz teh naselij, predvsem tujcev, ki so kampirali oziroma bili na raznih apartmajih v Zgornji Savinjski dolini in so nastanjeni sedaj v osnovni šoli Rečica, osnovni šoli Ljubno in gasilskem domu v Zgornji Savinjski v Rečici. Nekaj oseb je tudi gor v občini Solčava,
kjer so prav tako v osnovni šoli. Glede na to, da Urejamo, prihaja se pravi, predvsem kar se tiče nastanitve, hrane in pitne vode. Glede na to, da prihaja noč, da so nekateri še ujeti v svojih domovih, številni brez elektrike in vode, kakšen nasvet bi dali tako tem, kot tudi tistim, ki živijo na območjih, ki bi še lahko bila ogrožena? A lahko ponovite vprašanje, ker ga nisem dobro razumel? Torej, kakšen nasvet bi dali tem, ki so zdaj še ujeti na svojih domovih in pa tudi tistim, ki živijo na območjih, ki bi še lahko bila ogrožena? Jaz najsrečneje upam, da ti ljudje imajo vsaj kako radijsko povezavo, se pravi radijske sprejemnike na baterije, da lahko spremljajo novice. Predvsem naj se spravijo na varno, se pravi na višje nadstropje v hišah in se naj ne izpostavljajo, ne vem, ob vodotokih, ob teh nevarnostih, ker nikoli ne vemo, kdaj pride večja voda, da jih lahko odnese in tako naprej. Naj upoštevajo predvsem navodila civilne zaščite, gasilcev pa vodje intervencij. Gospod Deleja, zdaj na naših posnetkih vidimo tudi, kako so potekale priprave v dvorani Zlatorog, kjer se bodo ali pa so se pravzaprav že namestili evakuirani ljudje z teh najbolj ogroženih območij. Kako dolgo pričakujete, da bodo tam, noč bodo zagotovo preživeli tam, ne? Zdaj, če bi se stanje začelo umirjati, kot zdaj na nek način kaže vsaj padanje vodostaja Savinje, morajo predvsem zelo pozorno spremljati obvestila, lahko da bo kak ukrep preklican že zdaj zvečer oziroma tekom noči za posamezne dele Celja in da se bodo lahko vrnili na domove. Drugače pa za vse skrbijo res predane ekipe prostovoljcev civilne zaščite. Velika zahvala vsem službam zaščite in reševanja, tako poklicnim kot prostovoljnim gasilcem, izjemni ekipi Celjskega mladinskega centra, številnim občankam in občanom, ki so pomagali danes že pri recimo selitvi knjižnice in tudi pri kakšnih drugih zadevah. Domu Sveti Jožef, ki je sprejel nekaj nepokretnih oseb, ki jih je bilo potrebno evakuirati, in res Celjankam in Celjanom predvsem zato, da so pozorni, da skrbijo zase in da pomagajo sveja, če lahko, in s tem ne ogrožajo svojega življenja. V Celju so sicer zaprti tudi vsi mostovi, kako pa je z ostalo cestno infrastrukturo? Tisto, kar je poplavljeno, bomo videli, kar se tiče mostov, so zaprti. Zdaj kaže, da je resnejša poškodba na mostu pri Topru, ostale mostove bo potrebno pogledati, ko se bo voda znižala. Predvsem tudi potem, ko vode utečejo, bodo službe takoj šle na teren in zaščitile vse potrebno. Ljudje pa opozarjam, naj bodo pozorni tudi pri teh premikih oziroma mobilnostih, ker voda, ko teče, v bistvu bo pustila posledice. Facebook je danes preplavil tudi videoposnetek dveh mladeničev, ki sta štirikolesnikom zapeljala v poplavljen podvoz pri mestnem parku. To verjetno ni osamljen primer, tudi iz Laškega so recimo poročali, da številni niso upoštevali zapor cest. Kakšen je vaš komentar? Vsekakor velika prošnja, naj ljudje vendarle ne izpostavljajo sebe, drugih, ne nazadnje s tem, ko povzročijo nesrečo, v resen položaj spravijo tudi vse službe, ki jih potem pridejo reševati. Potreb na terenu je resnično veliko in službe zaščite in reševanja so na robu svojih zmogljivosti, aktivirani so praktično vsi v tem okviru, bodisi poklicnega, bodisi prostovoljnega, tako da resnično prosim, da ljudje se ne izpostavljajo oziroma da naj za voljo ene fotografije ali pa posnetka ali pa rekel nekega adrenalinskega nagona, želje ne počnejo tega. Resnično škoda vse te nevarnosti in pa seveda vseh posledic, ki se tako povzročijo in sprožijo. Gospod Melanšek, kaj pa ste vi opažali na terenu? So ljudje spoštovali navodila, so se držali ukrepov? Ja, v dopoldanskem času je bilo kar veliko problema, predvsem v Zgornji Savinjski dolini, kjer sem bil pač sam prisoten nekje v občini Nazarje, do kamer se pač dalo priti z vozilom terenskim. Je kar nekaj, bom rekel, sploh mladih, ki hočejo biti v prvi liniji, ogrožajo sebe in posredno tudi reševalce.
Moram povedati, da reševalci, se pravi kompletni reševalni sestavi, so cel dan aktivni od civilne zaščite, gasilcev, vseh občinskih javnih služb, tako da je v teh dneh, mislim, v tem dnevu res je na zmogljivosti na koncu in po nepotrebnem izlagati vse pa spravljati nevarnost tudi reševalce, je to skrajno neodgovorno in neresno do teh posameznikov. Tako da naj se zadržuje doma in to potem, ko bo čas za sanacijo oziroma odpravljanje posledic, tam pokažejo svoje mišice. Gospod Deleja, zaradi izrednih razmer ste v Celju vzpostavili tudi klicni center. Komu je ta namenjen? Namenjenem vsem občankam in občanom, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč oziroma kakršnekoli informacije, tako da jih spodbujam, da se obrnejo na dežurno številko, naj tudi spremljajo uradne spletne strani Mestne občine Celje, socialno omrežje, tako Facebook, Instagram Mestne občine Celje in pa naših javnih podjetij, ki prav tako dežurajo in skrbijo za to, da vodooskrba, ne glede na to, da je potrebno vodo prekuhavati, še vedno poteka nemoteno, prav tako oskrba s plinom in elektriko, torej vse to je izklopljeno na tistih področjih, ki so ogrožena oziroma evakuirana oziroma ki so poplavljena. Tudi tem kolegom in kolegicam na terenu se na tem mestu iskreno zahvaljujem in še enkrat prosim vse občanke in občane, da sledijo tudi navodilom, ki jih dobijo od služb zaščite in reševanja oziroma od javnih služb, ki so na terenu. Gospod Melanšek, tudi na številki 112 ste danes beležili ogromno klicev, vseh seveda ni bilo mogoče sprejeti. Verjetno se stanje zdaj umirja. Imate kakšne podatke? Ja, stanje bi se ne umirjalo, glede na to, da tudi padavine se umirjajo, ampak klici se ne umirjajo, ker zdaj pač kličejo tisti, ki prej niso prišli do tega klica. Nekako je prek 3000 klicev bilo v teh 10 urah zabeleženih, verjetno je tudi veliko bilo zgrešenih, ampak tako je, delamo, bom rekel, operaterji v centru delajo 150%, poleg tega, da smo še usklajevali vse helikopterska reševanja v Zgornji Savinjski dolini in je to skoraj nemogoče bilo sprejeti vse te klice za razne, bom rekel, odstranitve vode iz kleti, pa potem avtomobilov in tako naprej. Mogoče še eno vprašanje za oba, kam pa se lahko obrnejo tisti, ki bi želeli ponuditi svojo pomoč, prostovoljci, mogoče najprej gospod Deleja. Enako velja na klicno številko, ki je vzpostavljena v okviru Mestne občine Celje oziroma civilna zaščita. Vsake pomoči bomo seveda veseli, tako zdaj v tem času ujme, kot tudi kasneje, ko bo treba sanirati tole škodo. Gospod Melanšek? Ja, predlagam, da se obrnejo na vse Rdeče križe, se pravi območne organizacije Rdečih križev, ki so tako v Celju, v Velenju, Mozirju, Laškem in bojo oni najbolj vedeli, kako sprejeti pomoč in kako jo transportirati naprej. Ker reševalci se ziher 100% ne bojo odtegnali sprejemati, se pravi gasilci in ostale reševalne službe, te pomoči in da jo potem nudijo vsem potrebnim. Gospod Deleja, zapisali ste v sporočilu za javnost, da Šmartinsko jezero zaenkrat ne predstavlja grožnje. Res je. Torej vsi ti, bom rekel, severni pritoki Savinje, govorimo predvsem v tem kontekstu v Koprivnici, zaenkrat držijo se, vodostaj tudi ne povečuje bistveno in ne ogrožajo oziroma ti protipoplavni ukrepi, ki so bili izvedeni, uspešno ščitijo imovino pred razlitjem vode. Gospod Melanšek, čisto za konec našega pogovora, kaj vas čaka zdaj, kakšna bo ta noč? Noč bo zelo naporna, predvsem, ker usklajujemo dostavo, se pravi te materialne pomoči iz državnega skladišča v Zgornjo Savinjsko dolino, predvsem občino Mozirje, kjer je bomo potem jutri naprej transportirali v te ogrožene kraje. Predvsem to bo transporti z helikopterjem. Moramo še tudi organizirati pregled določenih območij terena, ker se znajo se zgoditi kakšne potrebe po reševanju, predvsem na območju Krnice, Konjskega vrha, Šentjanža in tudi v Podvolovniku. Tako da še moramo to uskladiti in potem urediti, se pravi, pregled vseh mostov, se pravi, strokovni pregled, da ugotovimo, ali je to sploh možno
bo dostaviti potem reševalne ekipe do teh, se pravi, najbolj ogroženih območij. Najlepša hvala obema za tale nocojšnji pogovor in seveda mirno noč. Hvala tudi vam. Današnje poplave so veliko težav in ogromno materialno škodo povzročile v večjem delu Savinjske statistične regije. Najhuje je bilo v Zgornji Savinjski dolini, kjer je večina krajev še vedno odrezanih od sveta. V Ljubnem ob Savinji, Lučah in Solčavi so ljudi evakuirali tudi s pomočjo helikopterjev, nekateri so se reševali tako, da so splezali na strehe in drevesa. Voda je v občini Ljubno odnesla 3 hiše, po celotni Zgornji Savinjski dolini se sprožajo plazovi, voda je odnesla številne ceste in mostove. Večina cest na tem območju je še vedno neprevoznih. S velikimi težavami in znatno materialno škodo se soočajo tudi v nekaterih občinah Spodnje Savinjske doline ter v nekaterih ostalih predelih Savinjske statistične regije. Iz Laškega se ne da ne za Celje, ne za Rimske Toplice. Sicer nekateri probavajo, vozijo zaporo, pač žal zaenkrat ceste niso prevozne, kar pomeni, če si v Laškem, smo v Laškem, drugače pa v Laško ne gre. Na Savinjskem nabrežju, kjer so varovana stanovanja, smo iz spodnjih stanovanj že evakuirali 3 osebe, pa jih namestili na varnejši lokaciji. Vozila nam žal še kar zapeljejo v samo vodo, tako da imamo s tem dosti reševanja. Ljudje se ne zadržujejo na bregovih Savinje, ker obstaja nevarnost drsa ali pa kakršnikoli drugih nevarnosti. Naj ne hodijo ven, naj bojo doma. Službe, katere moramo biti danes na terenu, smo na terenu, da bo varno za njih in res bi jih pozval, da se ne gibljajo po območju, kjer reka Savinja poplavlja. Zadeve so kritične. Trenutno v Vrbju evakuirajo 50 domačij. Urejujemo nastanitev v osnovni šoli v Žalcu. Voda se z udarno močjo razliva. In če smo mislili pred leti, da se to ne bo več dogajalo pri teh, spremenjujočih se klimatskih razmerah, smo se hudo ušteli. Jaz sam držim pesti, da ne bo človeških žrtev, materialna škoda bo ogromna in mi si ne upamo ta čas iti poslikati, kakšno je stanje mostov, ker vsi mostovi preko Savinje so zaprti. Mi imamo tisoče ljudi na oni strani Savinje, ki nekateri potrebujejo tudi oskrbo v bolnišnici. Ravno kar sem poklical policijo in jih prosil za asistenco, ker bi se ljudje stepli, ker ob tem, da že trese in bobni most, želijo še vedno preko mostu. Eni v Žalcu, tukaj, kjer pa nismo ogroženi, se pa obnašajo kot tisti takrat na Titaniku, ko so peli in plesali in niso vedeli, da se ladja potaplja. Eni se rešujejo človeška življenja, gasilci riskirajo svoja življenje, ko rešujejo ljudi, enim se pa zdi, kot da se nič ni dogodilo. Ni prijetno, tudi v Velenju ne, veliko je vode, vse posod. Na srečo reka Paka ni poplavljala pretirano zgolj na nekaterih manjših mestih. Je pa res, da ravno na mestu, kjer se je odvijal kamp Metal Daysov, je reka proti jutru poplavila in nažalost tudi poplavila tako še turišča kot tudi avtomobile obiskovalcev. Tako da evakuacija in pomoč vsem tem obiskovalcem se je že začela. Ponudili smo tudi prenočišče, začetno v Rdeči dvorani, se pa tudi mnogi gostinci in ostali ponudniki odzivajo. Tako da drugače pa najhuje na območju Škal, Hrastovca, kjer pravzaprav hudourniki izpodrivajo ceste in resnično povzročajo veliko škode poplavljenim hiš, vsega tega, kar sodi zraven in pa kot že ob zadnjih neurjih tudi tokrat vrsto plazov, ki so se sprožili, tako da so intervencijske ekipe vse skozi na terenu, čistijo predvsem ceste in ščitijo premoženje tam, kjer je to seveda potrebno.
Že od zgodnjih jutranjih ur je na več mestih Paka prestopila bregove, popustil je tudi eden od nasipov med reko Pako in državno cesto, ki pelje od Gorenja proti Šmartnemu ob Paki oziroma naprej v smeri Letuša. Tako da poplavljena je bila tudi Letuška državna cesta in pravzaprav v središče občine Šmartno ob Paki ni bilo mogoče. Poplavljenih ali zaradi sproženih plazov neprevoznih je kar precej cest v občini. Gasilci dveh prostovoljnih gasilskih društev, ki v občini delujeta, so že, mislim, da skoraj da od 5. ure zjutraj aktivirani in intervencije potekajo na več lokacijah v občini, kjer je to pač v teh razmerah mogoče. Stanje je tako kot drugod katastrofalno, zelo žalostno. Pač tudi naši občini ni deževje prizadelo. Številni vodotoki so šli iz struge, pa tudi številni plazovi, preko 40 jih že imamo, tudi izjemno veliki, kar nekaj ljudi smo mogli do sedaj evakuirati, tako da je stanje na terenu zelo, zelo resno. V Braslovčah oziroma naši občini je stanje izredno kritično. Imamo ujetih veliko število oseb v stanovanjskih objektih. Na terenu so praktično vse razpoložljive enote in vsi gasilci, pomagajo nam tudi sosednje občine. Tako da na nek način rešujemo ta trenutek, je fokus na reševanje življenj. Zagotovo je to prva primarna naša dejavnost in naredili bomo vse in trenutno zadeva še obvladljiva. Odneslo nam je en del nabrežine ob reki Savinji, tako da se je razlila. Voda je vdrla v naselje Latkova vas in pa ostala naselja, tudi Sveti Lovrenc, Šešče je poplavljeno. Zaprti so pravzaprav vsi mostovi, tako da smo zaenkrat ostajamo tu, kjer smo, ne moremo nikamer, ampak mislim, da se stvari vse po zadnjih poročilih civilne zaščite in pa gasilcev rahlo umirjajo, tako da upamo na najboljše in smo pozitivno naravnani. Nogometaši Celja so se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo, potem ko so sinoči v Guimarešu po streljanju 11 metrovk izločili portugalsko Vitorijo. Redni del srečanja so z 1-0 dobili Celjani, ki so bili nato bolj zbrani pri streljanju 11 metrovk. Naslednji tekmec Celjanov bo beloruski Neman Grodno. Celjani so tako, kot so napovedovali, na Portugalsko odšli z jasnim ciljem po zmagi in uvrstitvijo v naslednji krog kvalifikacij. Dobro predstavo so kronali v 65. minuti, ko je Bajde zadel z glavo in dosegal, kot se je skazalo kasneje, edini zadetek na srečanju. Do konca rednega dela in v obeh podaljških sta imeli obe moštvi svoje priložnosti, da zmagovalca odločita že pred streljanjem 11 metrovk, a se to ni zgodilo. Izvajanje najstrožjih kazni so 4-3 dobili Celjani, ki so se tako veselili zgodovinske uvrstitve v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Celjski vratar Matjaž Rozman je zaustavil en strel z bele točke. Zadnjo 11 metrovko za Celjane je realiziral David Zec. Občutki so fenomenalni. Kar je najbolj važno je to, da smo imeli velik šans, da smo igrali odlično vseh 120 minut, da smo dominirali, da rečemo, in mislim, da bi si že zaslužili napredovanje v porednem delu. Ampak ok, to je fuzbal, igrali smo 120 minut, pol še te penali, hvala Bogu je Rozi imel svoj dan, tudi mi smo bili strelci dokaj mirni, tada če potegnemo četo, smo zasluženo napredovali. Denis Popovič je kot prvi pri Celjanih zadel z 11 metrov. Že trener je na samem tukaj nas je zbral in rekel, da moram streljati v bistvu prvi, da prevzamem odgovornost kot kapetan. Mislim, da sem to dobro naredil, zabil gol, pa smo bili en drugim spodbuda. Tudi ko smo enega zgrešili, smo vedeli, da bomo zmagali, zato ker smo to čutili že v bistvu cel dan. Ni samo zato na sami tekmi. Trener je res verjel v nas, skozi nam je delal spodbudne besede, pa smo tudi sami začeli verjeti in tako, kot sem rekel, smo si danes res zaslužili napredovanje.
Popovič je spregovoril tudi o razlogih za sijajne igre Celjanov po prihodu novega trenerja Alberta Riere. Nogomet je vedno tako, pride nov trener, je neka nova energija. Zdaj v zadnjem času lahko rečemo, da nam vse gre dobro, sam ni še to, ne vemo, da lahko iz dneva v dan napredujemo. Kar je pa najbolj važno zdaj v tem trenutku je, da smo danes napredovali, da se malo poveselimo, da pridemo lepo domov v miru, zdravi in da se pripravimo na naslednjo tekmo, to je v ponedeljek z Bravom, pol bomo pa šele razmišljali v Evropi. Celjani bodo v tretjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo igrali proti vsaj na papirju precej skromnejšemu tekmecu od Vitorije, beloruskemu Nemanu iz Grodnega, ki je v lanskem beloruskem prvenstvu osvojil 9. mesto. Prvo srečanje proti beloruskemu predstavniku bodo Celjani odigrali že v četrtek, 10. avgusta v Celju. Povratna tekma bo teden dni kasneje na nevtralnem igrišču. Še predtem rumeno-modre v ponedeljek čaka obračun državnega prvenstva in sicer gostovanje v Ljubljani pri Bravu. Evropska nogometna zveza UEFA je popoldan obvestila nogometni klub Celje, da domače tekme tretjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo ne bo mogel odigrati v Celju, saj štadion z dežele ne ustreza standardom UEFA za to raven tekmovanja. Celjani bodo tako beloruski Neman Grodno v četrtek 10. avgusta ob 20. uri gostili v ljubljanskih Stožicah. Jutri čez dan bodo padavine od zahoda slabele, v južnih krajih bo še možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 18 do 25 stopinj Celzija. V noči na nedeljo bodo padavine prehodno ponehale. V nedeljo se bodo že dopoldne od zahoda ponovno začele širiti plohe in nevihte, ki bodo zvečer ponehale. Nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. To so bili dogodki dneva, miren večer in varno noč.